Pozdravljeni! V ormoškem zdravstvenem domu možnost za zmanjšanje čakalnih vrst pred ambulantami vidijo v referenčnih ambulantah. Kako bo delo v referenčnih ambulantah potekalo in komu so namenjene, je strokovna direktorica Alenka Simonič, doktorica medicine, predstavila na tiskovni konferenci. Med 60 v Sloveniji je ormoškemu zdravstvenemu domu uspelo pridobiti 2 referenčni ambulanti. Te predstavljajo nadgradnjo sedanjih ambulant družinske medicine oziroma bodo skrbele za preventivo. V Ormožu jih bosta izvajali Alenka Simonič in Roberta Rante-Žvincek, doktorici medicine. Poleg zdravnika in medicinske sestre bodo tim referenčne ambulante sestavljali še diplomirana sestra in administrator. Te referenčne ambulante so pač res ena novost, ki jih je ministrstvo podprlo prav z namenom, da se izboljša možnost dostopa do osebnega zdravnika, da se izboljša kvaliteta dela v naših ambulantah in pravzaprav tudi, da se malo razbremeni nas zdravnike, ker nas je pač res toliko premalo v osnovni dejavnosti. Zdaj, pomembno je to, da bo zdaj malo spremenjen način dela. In sicer bojo zdaj, po tem sistemu, bojo pacienti klicani na preglede strani diplomirane medicinske sestre. Mi bomo izdelali registre za posamezne bolezni, oziroma smo jih že izdelali, in na podlagi teh registrov se bo klicalo posamezne bolnike na posamezne dneve, na posamezne preiskave. In to bo vse opravljala diplomirana medicinska sestra, tega ne bo delal zdravnik. K meni bi prišli samo tisti bolniki, pri katerih bojo vse te preiskave in vsi ti vprašalniki standardizirani, ki bojo izpolnjevali, kakorkoli odstopali od normale. To naj bi s časoma vodilo v razbremenitev osnovnega tima, mene in moje sestre, ki bi se potem res lahko ukvarjale samo z čistim zdravljenjem oziroma čisto kurativo. Že zdaj smo kar naleteli malo na en taki strah pri naših bolnikih, ko jim to povemo, da zdaj pa bojo zaradi recimo ene bolezni morali iti k diplomirani sestri, ne k meni, in jih je to kar prestrašilo, čeprav jih vedno zagotavljamo, da pravzaprav to ne pomeni, da k meni več ne smejo, pomeni samo to, da bo zdaj večkrat na leto redno pregledovani, da bo pravzaprav boljše vodeni kot do zdaj, da bojo vodeni po res vseh principih sodobnega zdravljenja, in da še zmeraj, ko bojo pa imeli kako težavo, bojo pa še zmeraj prišli do mene. Tako da to bi vas prosila, da tudi vi tako poudarite, da dostopnost do zdravnika se nič ne bo zmanjšala, je pa samo poskrbljeno za boljšo urejenost teh pacientov. Začeli bomo z 4 osnovnimi sklopi bolezni te preglede, in sicer z srčno-žilnimi boleznimi, z sladkorno boleznijo, astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Ker je v našem okolju zelo dosti samomora, smo z ministrom dogovorjeni tudi, da bomo mi šli prednostno tudi na preventivo depresije in depresivnih motenj ter alkoholizma, ki sta oba dva glavna povzročitelja samomorov večinoma. Poleg preventivnih pregledov je namen referenčnih ambulant predvsem razbremenitev splošnih zdravnikov, ki v ormoškem zdravstvenem domu dnevno v povprečju obravnavajo od 70 do 90 pacientov, od teh pa vsaj polovica ambulanto obišče le preventivno. Referenčne ambulante so začele delovati s 1. aprilom, sofinancira pa jih Ministrstvo za zdravje. To je v smislu zmanjšanja čakalnih vrst pred ambulantami Zavodom za zdravstveno zavarovanje uspelo dogovoriti tudi možnost obnovljivih receptov, ki bodo veljali 1 leto. Izdajati jih bodo začeli s 1. julijem. Sicer pa v zdravstvenem domu opozarjajo na obvezno naročanje pacientov, kar bo tudi pripomoglo k zmanjšanju čakalnih vrst in večjemu zadovoljstvu uporabnikov. Ob koncu lanskega leta je Ministrstvo za zdravje v ormoškem zdravstvenem domu opravilo nadzor službe nujne medicinske pomoči z dežurno službo. Dodelilo jim je odlično oceno, saj so med B enotami imeli najboljši odzivni čas, na kar so v zdravstvenem domu zelo ponosni. Sicer pa je v ormoškem zdravstvenem domu 74 zaposlenih, 9 zdravnikov, 6 zobozdravnikov, 11 diplomiranih sester, 19 medicinskih tehnikov, 8 diplomiranih zdravstvenih delavcev, 7 srednjih zdravstvenih delavcev, 2 bolničarja in 12 ostalih nezdravstvenih delavcev. Čeprav se je v obnovljenih kletnih prostorih ormoškega gradu, ki jih bolje poznamo pod imenom Unterhund, v zadnjem času zvrstilo že kar nekaj prireditev, je uradna otvoritev bila minulo soboto. Obnovljeni prostor tako ostaja idealen prostor za mnoge prireditve, namenjene predvsem mladim.
Davnega leta 1990 je ormoška mladina v gradu odkrila več kot 400 kvadratnih metrov prostorno klet, kjer so si s urami in urami čiščenja in odvažanja na vlake, ki se je v kleti nabirala desetletja, uredili prostor za druženja in številne prireditve. Glede na izgled kleti so prostor poimenovali Unterhund, ki pa je potem v 90-ih letih postal sinonim za alternativno kulturo, za številna čezmejna druženja in neponovljivih koncertov alternativnih glasbenih skupin za vsega sveta, ki so v 90-ih letih rasle kot gobe po dežju. Kmalu so ustanovili kulturno-alternativni klub in mnogi člani kluba vztrajajo še danes, zadovoljni, da so dočakali leta in leta željeno obnovo tega priljubljenega zbirališča mladih. Ja, vsekakor smo zelo zadovoljni, presrečni, da spet lahko uporabljamo ta prostor, ki je tako, kot je sedaj, še lepši, še boljši, še bolj primeren za ustvarjanje še bolj pestrega in bolj kvalitetnega programa. Tako da smo po krajšem premoru zelo, zelo veseli, da lahko spet tu nudimo tako kulturo kot zabavo in še marsikaj Ormožanom, pa tudi seveda širšemu občinstvu, ne. Recimo na zadnji prireditvi so bili tu ljudje od Ljubljane do Zagreba, tako da se veselimo obiska vsakega. Glede na vztrajnost članov kulturno-alternativnega kluba je v Unterhundu zagotovo pričakovati številne prireditve. Občina ga bo dala v upravljanju alternativnemu klubu, oni pa do potem s tem razpolagali v skladu z izdanim uporabnim dovoljenjem. Se pravi, tu so lahko različne prireditve. Prostor je na taki lokaciji, da dejansko mestjano, če tako rečem, ne moti. In jaz upam, da bodo edino varovali to okolico, ki je občutljiva. Tukaj gre za grajski park, potem bo sedaj tu bližine tudi glasbena šola, muzej, pa seveda grad kot takšen predstavlja neprecenljivo kulturno vrednost. Tako da vse, kar bo občina od njih zahtevala, pač je, da to se čuvajo. Obnova Unterhunda s ureditvijo sanitarij, talnega gretja, izolacij in potrebnih inštalacij je stala okrog 300 000 evrov. Od tega je občini uspelo pridobiti 130 000 evrov strani Ministrstva za kulturo. V znesek pa je všteta tudi gradnja dvigala, ki so ga gradili vzporedno z obnovo grajske kleti. Glede na vložena sredstva, upravljanje prostora predstavlja kar veliko odgovornost. Ne za občino moram reči, da je pokazala izjemen posluh in tudi zaupanje v nas, ki ga sedaj seveda moramo tudi upravičiti, kot sem že rekel, s čim boljšim programom in seveda s čim večjo odprtostjo do tudi drugih. Kot smo rekli, poleg nas, našega društva, kulturno-alternativnega kluba Ormož, bodo tukaj prireditve imeli tudi študenti, recimo Klub ormoških študentov je že imel nekaj prireditev, mladinski center, s sodelovanjem, s katerim tudi organiziramo današnjo uradno gala otvoritev. Pa seveda še marsikdo, tudi literarni večeri se že obeta v sodelovanju z Ormoško knjižnico. Kulturno-alternativni klub najemnine za uporabo prostorov ne bo plačeval, le tekoče stroške. Tudi nekdanji obiskovalci, sploh pa nekdanji zagreti ormoški alternativci, so nad obnovo navdušeni. Ja, nekdaj je bil Unterhund, zdaj pa je gala. Z veseljem smo danes tukaj, da se je zgodilo tisto, kar je pred 4-5 letmi bilo na nek način obljubljeno oziroma dorečeno, da se bo to zgodilo. In ta prostor sigurno mladi v Ormožu potrebujejo, ne samo alternativci, tudi študenti in vsi ostali mladi za širše okolice. In danes vidimo tukaj res en kulturno na nekem nivoju urejen prostor, ki bo, da ga vidimo že s pridom mladi uporabljali. Takrat smo imeli tisto podobo, kak je, pač ni bilo drugo. Sedaj za to novo generacijo pa je to glih za njih pisano. Kaj ne rečem, kak je zdaj meni je zdaj fantastično. Če bi tistokrat imeli tako moč, da bi lahko to naredili, bi verjetno naredili isto. To je samo nadaljevanje zgodbe, ki se je začela že več kot 20 let nazaj. No, ampak vseeno so bila potrebna leta, da se je renoviral ta Unterhund. Ja, seveda, samo mi smo vztrajamo naprej. In vztrajno se je izplačala. Tudi na dan uradne otvoritve se je veliko dogajalo. Organizatorji so na ogled postavili razstavo fotografij v minulih letih nastalih v Unterhundu in jo naslovili 21 let rok kulture v Unterhundu. Večer so popestrili z branjem poezije Gregorja Kosija, s predvajanjem plesnega videa Petre Kolmanič ter z ogledom videospotov skupin Pridigarji, Vaser, Dicht in Selotejp. Pozneje je bil koncert bosanskega psiha, punk kant avtorja Damirja Avdića
in potem še ptujske blues folk rock skupine Quinton. Občina Središče ob Dravi praznuje. Tako kot vsako leto praznik poteka v znamenju številnih prireditev, med katerimi je tudi osrednja proslava, na kateri zaslužnim občanom podelijo priznanja. Letos so prvič v zgodovini mlade občine podelile tudi naziv častni občan. Poleg številnih kulturnih, športnih in družabnih prireditev, ki ob 57. občinskem prazniku že od 3. aprila potekajo v občini Središče ob Dravi, je v soboto potekala osrednja proslava, kjer so zaslužnim občanom podelili priznanja. Tako kot ponavadi so za kulturni program poskrbeli domači osnovnošolci, ki so v počastitev občinskega praznika zbrali svoje najlepše misli, jih oblikovali v besede, pesmi in glasbo. Uvodoma je zbrane v domači Sokolani nagovoril župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, ki je predstavil doseženo v minulih letih in načrte za naprej. Kar nekaj jih je, kratko in dolgoročnih, in veliko vztrajnosti, truda in sodelovanja bo potrebnega za dosego zastavljenih ciljev, je povedal župan. V nadaljevanju so podelili priznanja. Zlato plaketo je prejel dolgoletni ravnatelj osnovne šole Središče ob Dravi Franc Šulek, ki je aktivno sodeloval pri projektih za obnovo šole. Ta je bila obnovljena leta 2008 in v središki občini predstavlja eno največjih investicij doslej. Srebrno plaketo so letos namenili Danilu Žerjavu, dolgoletnemu godbeniku in aktivnemu članu domačega nogometnega društva, a je Danilo Žerjav priznanje odklonil. Bronasto plaketo je prejel dolgoletni aktivni član in tudi večkratni predsednik prostovoljnega gasilskega društva Obrež Radovan Aleksič. Bil je tudi dolgoletni član folklorne skupine Obrež in društva za telesno vzgojo Partizan. Posebno priznanje so podelili Elizabeti Mundas Obreža, ki je aktivna članica sekcije ljudskih pevcev pri kulturnem društvu Obrež. V kulturnem društvu aktivno vztraja že več kot 60 let. Posebno priznanje pa si je zaslužilo tudi Društvo za telesno vzgojo Središče ob Dravi, ki letos praznuje 100. obletnico delovanja. Prvič v zgodovini mlade občine Središče ob Dravi pa so letos podelili tudi naziv častni občan. Namenili so ga Martinu Hadjaniču, ki je s svojim delovanjem pustil neprecenljiv pečat na področju gospodarstva, vodenja krajevne skupnosti Središče ob Dravi in v mnogih društvih. Pod njegovim vodstvom je podjetje Droga Središče ob Dravi bilo dolga leta nosilec gospodarstva v tedanji krajevni skupnosti, kakor tudi širše. Kot direktor Droge in v letih 1966 do leta 2002 kot predsednik krajevne skupnosti je veliko pripomogel k razvoju komunalne infrastrukture in pri izvedbi številnih pomembnih investicij v kraju. Martin Habjanič je bil pobudnik in ustanovitelj turističnega društva Središče ob Dravi in še danes je aktiven član, saj še vedno pomaga pri organizaciji različnih prireditev. Kot posebni gostje na svečanosti so zapeli člani Miklavškega okteta. Na koncu pa je sledila še objava rezultatov športnih tekmovanj, ki so za pokal občine potekala v času občinskega praznika. Bilo je tekmovanje v namiznem tenisu, šahu, kegljanju za upokojence, v nedeljo 17. aprila pa sledi še tekmovanje v balinanju. Med številnimi prireditvami so v Središču ob Dravi s prvim sejmom odprli tudi obnovljeni trg. Ta na veliko veselje Središčanov počasi, a zanesljivo dobiva svojo končno podobo. V okviru 57. občinskega praznika je v Središču ob Dravi v soboto bila tudi otvoritev trga pred občinsko zgradbo, ki bo v bodoče predstavljal središče dogajanj v kraju. Torej vsi tisti, ki poznamo in ki poznate prejšnjo stanje tega trga, vemo, da tukaj, kjer stojimo, da je tu bila v bistvu ena široka cesta, eno neurejeno stranje, široko križišče, kjer se je parkiralo vse povprek, tudi kamione. Nekako smo potem v ideji, kako trg urediti, sklenili, da ta osrednji del zaperemo in seveda trgu damo neko ne samo novo podobo, tudi neko novo uporabnost. No in mislim, da smo to dosegli.
kajti vidimo, promet se normalno naprej odvija, sam trg z tem platojem pa bomo seveda v prihodnosti koristili tako za prireditve, predvsem pa za sejme. Ta sejem danes je tukaj prvi. Mi pripravljamo odlok, po katerem bo seveda možno, da bodo vsi tisti ali med tednom ali med vikendi torej lahko tukaj vzeli stojnice, kaj prodali, da bodo občani malo prišli, torej da bo trg oživel. Seveda glavni namen te tržnice je, da ponudimo dobrote s kmetij in izdelke. In kot vidimo, nekaj jih je danes že tukaj, veliko jih je izrazilo interes in jaz sem prepričan, da se bo naša tržnica na trgu sigurno še to leto prijela. Za ureditev trga so v Središču ob Dravi namenili precejšnja sredstva, pravi župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko. Torej sam trg je stal nekje okrog 230 tisoč evrov in pa seveda še posebej so bili pločniki in pa razsvetljava okrog 150 tisoč evrov. Smo pa za trg uveljavljali torej ukrep 3.2 razvoj podeželja, ker smo del denarja pridobili. Tako da seveda gre za eno celostno ureditev ne samo trga, torej tudi bližnje okolice z pločniki, pohodnimi potmi in pa z parkirišči za občino in pa preko kapele tukaj na bregu. Na trgu bo odslej delovala tudi tržnica, ki bo občanom pa tudi ponudnikom od drugod omogočala prodajo s prve roke. In kot je bilo videti na otvoritvi v soboto, ponudnikov ne bo manjkalo, pa najbrž tudi kupcev ne. Jaz mislim, da je to končno tisto, kar smo že nekaj časa čakali, pripravljali. Mislim, da bodo se zdaj tisti ponudniki, ki imajo res tudi ekološko hrano, tu predstavili in seveda, da bo to tudi prešlo v kri našim občanom in bodo radi obiskovali to tržnico. Jasno, da seveda bo za to tisti čas, mogoče še malo širša ponudba, jaz bi kar takoj nekaj dodala, kakšne ribe ne bi mogoče tudi dobro prišle v današnjem času, pa seveda čim več obiska na tržnici, ki pa mislim, da je že danes pestra, da pa bo tudi še tako bodoče ostala. Turizem pa, kak pravimo, ne, mi smo danes sicer kot infotočka, sem že rekla, ne, in mislim, da se tudi naše članice zelo pridno vključujejo, tudi ponujajo zdravo hrano danes, predvsem je to čemaž, pa tudi na vseh ostalih prireditvah. Danes nismo mogoče v tako širokem obsegu, kajti bolj pomembno, jaz mislim, je, ko gremo gostovati preko naše občine, preko meja, tako da jaz mislim, da danes smo bolj strnjeni tu in pač damo možnost gostujočim, seveda tistim, ki se predstavljajo. Lepo je urejeno zdaj, res lepo, ja. Fajn asfaltirano gor, vse v bregu, dol, vse res so fajn uredili. Si zaslužite nekaj takega v Središču? Ja, mislim, da zdaj še smo nič ne imeli kaj takoga, ali se lahko zahvaljujemo županu, ko je res nam zdaj uredil to, kot treba. Krasno, krasno, da je enkrat to pogratalo, da je malo lepše tu. Če je že nova občina, da tu ne moramo malo urediti. Verjetno velika stvar, ne? To je zadnjice, da se nekaj takšno razgodilo, pa da bi se to takšne prireditve še bolj razširile. To bi bilo za kraj, našo občino in za vse ostale ena velika zadeva. Super, super. Res, da bi bilo tako barem vsaki teden ali pa enkrat na mesec. V vsakem primeru so občani s urejenostjo trga zadovoljni, kot tudi vsakega napredka v svoji mladi občini. Načrtov jim ne manjka. Torej načrtov je več, nekako tiste investicije, ki so zastavljene za to leto, smo pričeli peljati, to je ena cesta v Godenincih, potem vodovod Ormož-Središče obnova, čakamo na sklep službe vlade in pa seveda že imamo razpisano izbiro za izvajalca. Vsekakor pa je pomembna zadeva, ki jo pripravljamo, tehnična dokumentacija za kanalizacijo Obrež-Grabe-Središče. To je tako finančno kot tudi, bi rekel, tehnično zahteven projekt, kajti zavedamo se, da brez soinvestiranja, torej projekt bomo prijavljali na kohezijo, tega v prihodnosti ne moremo zgraditi. Pripravlja pa se tudi še nekaj drugih zadev, torej nekako bomo za 6. javni razpis morali pripravljati določen projekt za ostanek sredstev, seveda pa je načrtov še več. Vse pa je seveda odvisno od finančnih zmožnosti, uspehov na razpisih
in pa seveda nekega, bi rekel, usklajenih načrtov, kaj je tisto prioritetno. Seveda tudi v letošnjem letu pričakujemo ugoden razplet občinskega prostorskega načrta, kjer pričakujemo nekaj zemljišč za poslovno cono, kjer bi se torej tudi z tem delom moralo nadaljevati in pripravljati neke podlage, strokovne, tehnične, da bi to bila ena možnost torej v središču potencialnim investitorjem. Tako da načrtov je veliko, nekako pa, kot vemo, vse ne uspe, ampak treba je delati na projektih, treba se truditi in potem prije do nekih uspehov. Otvoritev trga je bila le ena izmed prireditev v okviru občinskega praznika. Zadnja bo v soboto 23. aprila na Strasu, ko si bodo središčani privoščili tradicionalno družabno srečanje, ki ga glede na velikonočni čas imenujejo Gusmenka. Še ostajamo v središču ob Dravi. V okviru občinskega praznika je tradicionalno potekalo tudi tekmovanje društev upokojencev v vrtnem kegljanju za pokal občine Središče ob Dravi. Na minulem tekmovanju se je zbralo kar 25 ekip, od tega 12 moških in 13 ženskih ekip. Tekmovanje v Središču ob Dravi je bilo le eno izmed 17, kolikor se jih zvrsti skozi sezono. Ja, ta tekmovanja potekajo ob občinskih oziroma krajevnih praznikih in pa za ligo 4 občin. To je Ormož, potem je Sveti Tomaž, Gorišnica in pa Središče ob Dravi. Prav tako pa najboljša ekipa, ki nastopi potem tudi na državnem prvenstvu. Lansko leto smo sodelovala ekipa Središča, ženska ekipa v Dupleku, ki je bilo državno prvenstvo in tam smo zasegli odlično 3. mesto. Tako da se lahko kosamo z vsemi, ki tekmujejo, tudi mogoče je Maribor malo pred nami, drugače pa smo mi kar za njimi. Minulo tekmovanje v vrtnem kegljanju za upokojence je tradicionalno potekalo v okviru občinskega praznika in sicer za pokal občine Središče ob Dravi. Tako je tudi organizator dogodka bilo Središko društvo upokojencev, ki sicer šteje kar 405 članov. Tu bi mogel pa res reči, zelo aktivni. Kakor danes vidite, tu pri tej prireditvi upočastitev občinskega praznika, to se pravi 57. se da ugotoviti, da res v občini Središče delujemo zelo aktivno. In s čim se vse ukvarjate? Torej, kegljanje rusko, še kaj? Torej, mi imamo to rusko kegljanje, je danes tu najbolj razširjeno, imamo pa tudi pevski zbor, ki se deluje že 15 let v našem društvu. Vrtno ali viseče, pa tudi rusko kegljanje, kot pravijo nekateri, je tudi sicer med upokojenci v Medobčinski zvezi društev ena izmed najatraktivnejših športnih panog. Moram povedati, da smo najbolj aktivni v resnici v sekciji visečega kegljanja, saj vseh 8 društev naštetih občin plus občine Gorišnica sodeluje na tej naši kegljaški ligi, ki ga organizira Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož. Lansko leto je sodelovalo 25 ekip, letos je prijavljenih 26 ekip in je to eno najbolj atraktivnih športov, ki gojimo med upokojenci. Vse smo poleg Mariborske zveze, to je Zgornjega Podravja, med najaktivnejšimi in pa tudi drugi po vrsti kvalitete. Vse so lansko leto naše ekipe na neuradnem državnem prvenstvu iz naše Ormoške lige osvojile 2. in pa 4. mesto. Z malo sreče, glede na to, ker poznam njihove kvalitete, pa bi bile še vsaka za jedno mesto više in sicer Središče ženska ekipa je bila 3. in pa Miklavž prva ekipa je bila 4. pri moški. Z malo več sreče, verjetno na to vplivala tudi kakšna trema, ker je le šlo za državno prvenstvo, pa bi verjetno skoraj zanesljivo osvojili mesto višje. Vsak nov uspeh vrlih kegljačev pa je seveda le še vzpodbuda za naprej, za nova tekmovanja in seveda še več treninga. Pokal občine Središče ob Dravi je med moškimi ekipami prejela ekipa 2 društva upokojencev Podgorci, med ženskimi pa ekipa 1 društva upokojencev Kok.
Med moškimi ekipami je na drugem mestu pristala ekipa Društva upokojencev Ormož, pred tretje uvrščeno ekipo 1 iz Društva upokojencev Gorišnica. Med ženskimi ekipami pa se je na drugo mesto uvrstila ekipa Društva upokojencev Sveti Tomaž, pred ekipo Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. In seveda malo tekmovalnosti prav pride, bistvo takšnih tekmovanj pa seveda ostaja druženje. Organizatorji minulega tekmovanja so za svoje goste pripravili tudi priložnostno razstavo ročnih del svoje članice Alenke Horvat. Jaz razstavljam ročna dela, to je kvačkanje in pa drobni predmeti tudi iz kvačkanja. Od nekdaj že imam veselje z temi ročnimi deli, tudi šivam, pletem, karkoli je. In to je moje zadovoljstvo, zvečer namesto, da bi gledala filme, se pač spravim k kvačkanju pa delam. In vsaki predmet, ki je, mi zelo dosti pomeni, ker tisto ustvarjanje, ko vidiš, da nekaj je na koncu narejeno, mi zelo dosti pomeni. Tekmovanje je potekalo na novo zgrajenem kegljišču, ki ga je središkim upokojencem pomagala zgraditi občina. Tako imajo še več prostora, pa tudi veselja do tovrstne rekreacije. Rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož se ne udejstvujejo samo na kulturnem področju, pač pa se z veseljem in veliko vnemo lotevajo tudi ostalih lovskih opravil. Pred kratkim so na območju lovske družine Dravinja Majšperk zgradili krmišče. Tradicija krmljenja divjih živali je stara in se ni izneverila vse do današnjih dni. Lovci še vedno skrbijo, da divjad tudi v najtežjih vremenskih razmerah ne ostaja v pomanjkanju hrane. Lov namreč dobiva drugo dimenzijo, drugačen pomen. Lovci in njihova filozofija se vse bolj spreminjajo. Večjo pozornost namenjajo varovanju narave, urejanju prostora za divjad, oskrbovanju krmišč, lov postaja način rekreacije in pristen stik z naravo. Velik pomen pa dajo tudi druženju in ohranjanju lovske kulture. Tako ima Zveza lovskih družin tudi skupino rogistov, ki so bili ustanovljeni leta 1990. Danes pa njihovo zasedbo sestavlja 13 članov. Njihov slogan je Naj živi lovska kultura, zato svojim glasbenim udejstvovanjem neutrudno širijo lovsko kulturo in nastopajo na vseh lovskih pa tudi drugih prireditvah v svojem okolju. Pa ne samo kultura, rogisti se z veseljem lotijo tudi ostalih zadolžitev, ki jih lovcem nalaga njihovo poslanstvo. Tako so pred kratkim stopili skupaj in na območju lovske družine Dravinja Majšperk zgradili krmišče. In prav tako odlično, kot jim gre pihanje v rogove, so opravili tudi dela, ki so potrebna za izgradnjo krmišča. Lovcem iz lovske družine Dravinja Majšperk pa bili v veliko pomoč. Tudi materialno, saj so sami poskrbeli za potreben material za izgradnjo in vse, kar je potrebno zraven. Velja poudariti, da so rogisti za svoje uspešno delo na področju ohranjanja in vzpodbujanja lovske kulture strani Lovske zveze Slovenije že 3-krat bili odlikovani. Leta 2000 je zasedba ob 10. obletnici prejela red za lovske zasluge 3. stopnje. Leta 2000 pa so ob 15. obletnici prejeli plaketo Lovske zveze Slovenije za lovsko kulturo. Lani so praznovali visok jubilej 20 let delovanja. Ob tej priložnosti so posneli zgoščenko z naslovom 20 let rogistov Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož. Lovska zveza Slovenije je ptujske rogiste ob obletnici odlikovala z redom za lovske zasluge 2. stopnje. Prijeli so ga na 37. srečanju slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov maja 2010 na Ptuju. V avli občinske zgradbe v Ormožu so minuli teden odprli razstavo z naslovom Mi pa v vrtec hodimo, združeni vam predstavljamo projekte. Razstavo so pripravili vrtci, muzej Ptuj-Ormož in občina Ormož.
Na razstavi se svojimi izdelki predstavlja vseh 6 vrtcev, ki delujejo po krajevnih skupnostih občine Ormož. Tako so z izdelki, ki so jih ustvarjali v okviru projekta Eko vrtec, predstavljajo vrtci Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Kok, Miklavž pri Ormožu in Ivankovci. Otroci se s svojimi vzgojitelji v projektu vključujejo na različne načine, predvsem pa pazijo na čisto okolje, ločujejo odpadke, varčujejo z vodo in elektriko ter se učijo zdravo prehranjevati. Sicer pa so v vsakem vrtcu izbrali prioriteto in ji posvetili vso svojo pozornost. V vrtcih v Ormožu in na Kogu so raziskovali in ustvarjali pod naslovom Sosed s hišico na hrbtu. V Veliki Nedelji in v Miklavžu pri Ormožu so spoznavali rastline in živali svojega kraja skozi letne čase. V Podgorcih so pod drobnogled vzeli čebele, v vrtcu v Ivankovcih pa so se lotili projekta Moj vrt. Tako se na razstavi predstavlja tudi vrtec Ivankovci. Ja, tudi. Izdelek imamo zelenjavo, tako kot se otroci predstavljajo, ker smo v projektu Naš vrt in so otroci izdelali različno zelenjavo. Kako pa otroci radi sodelujejo v tem projektu? Kako dojemajo vse skupaj? Otroci zelo radi sodelujejo že vsa leta, navdušeni so in radi pristopijo k vsem dejavnostim. Ampak vrt ni edino področje, s katerim se ukvarja Eko vrtec v Ivankovcih, še dodaja mentorica, vzgojiteljica Darinka Tinko. Letos smo imeli dan voda. Ja, in smo z otroci, vse skupine smo se podali na različne kraje in smo prinesli vzorce vode, potem smo pa vodo nalili v provete, pa dali čebulo, mladi čebulček in zdaj ugotavljamo, kako raste v kateri vode. In bolj raste čebulček, čistejša je bila voda, ki so jo prinesli s terena, ugotavljajo mali raziskovalci iz vrtca v Ivankovcih. Skupaj s svojimi vzgojiteljicami in starši so se udeležili tudi otvoritve razstave v Ormožu. Ob tej priložnosti so nam Žan, Tjaša, Martin, Nina, Anika in Veronika tudi odgovorili na vprašanje, kakšne zadolžitve imajo kot Eko vrtec. Da varčujemo smeti, da ločujemo vse. Tukaj ločujemo odpadke, izdelamo izdelke, pa da ločujemo odpadke. Zato, da je narava zdrava, da mi lahko živimo. Zato, ker mati zemlja je zdrava. In je na razstavi na ogled tudi kakšen pisan koš za smeti seveda, ki so ga otroci izdelali sami. Pa vrsta rožic, vrtnin in živali iz pisanega papirja, številnih risbic z motivi z narave, pa še in še zanimivih izdelkov izpod marljivih otroških rok. Razstava je v vsakem primeru vredna ogleda. V avli občinske zgradbe v Ormožu bo na ogled do konca aprila. Sedaj pa na osnovno šolo Miklavž pri Ormožu, kjer so za socialno šibkejše otroke zbirali igrače in oblačila. Šolarji so se izkazali kot zelo radodarni in krajevnemu odboru Rdečega križa Vinski vrh predali kup igrač in oblačil. Krajevni odbor Rdečega križa Vinski vrh je v akcijo Podarim igračo, podarim nasmeh poleg sokrajanov vključil tudi šolarje osnovne šole Miklavž pri Ormožu in podružnice šole na Kogu. Akcija je bila namenjena za zbiranje igrač. Zbirali so igrače vsi krajevne krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, največ, kot vidimo, otroce. Zbirali pa smo vse od igrač do oblačil, do zvezkov, do barvic, do pobarvank. Pač, kaj kdo prinese, vse dobro došlo. Zbiranje je potekalo 3 tedne in krajevni odbor Rdečega križa bo poskrbel, da bo zbrano prišlo v prave roke. Te igrače bomo solidarno predali zavodu LU v Ljubljani, to je zavod Love is Universal, ki se organizirajo in te igrače pošiljajo po širnem svetu otrokom, ki jih nimajo. Med mnogimi igračami in ostalimi zbranimi stvarmi pa je bil tudi Smeško. Tega medvedka so mi simbolično predali otroci, danes na njega sem zelo ponosna sem tudi na vse ostale igrače, še najbolj ponosna na otroke in dali smo mu ime Smeško, ker sem prepričana, da bo podaril nasmeh komu naprej. Šolarji so se v akcijo vključili z veliko dobre volje, vse skupaj pa je potekalo tako. Ja, sprva smo na šoli zagledali škatle,
ki so imele napis igrače, potem so vsak dan je nekdo nekaj donesel, tako so se napolnile. Kaj si ti prinesel, recimo? Ja, eno par plišastih igračk. Kaj pa si ti prinesla od igrač? Jaz sem prinesla plišaste igračke in obleke. So to tiste igračke in obleke, ki jih ti ne potrebuješ več? Ja. No in recimo, kako ti je bilo tako odstopiti vse to? Ja, vesela sem bila, da bodo drugi otroci tudi veseli s temi oblekami in igračami. Kaj pa si ti prinesla od igrač? Nekaj plišastih igrač, medvedekov. No, so to tiste igrače, ki jih ti ne potrebuješ več, ki se z njimi ne igraš? Ja. No in recimo, kaj ti to pomeni, ko tako nekaj daruješ? Ja, vesela sem bila, ker pač to tisti bodo potrebovali bolj kot jaz. Kako pa je v tvojem razredu potekala ta akcija? Ste nekako spodbujali sošolci drug drugega? Ja, veliko nas je doneslo igrače. Gospod ravnatelj, ste tudi vi darovali kakšno igračko? Sem nekaj prinesel, sem moral prebrskati po sobi svoje odrasle hčere, ki verjetno niti ne ve za to, ampak vseeno. Ker prekrasno je bilo gledati v odmori učence. Čeprav so rekli, da teh igrač več ne rabijo, se mi zdi, da še kar so jim prirasle k srcu, ker so se kar precej igrali in so se potem vseeno z lahkoto odrekli njim v dobro, v korist otrokom, ki pa tega nimajo. Se na šoli se na prvič dogajala takšna akcija ali ste že izvajali kaj podobno? Ja, v bistvu neke manjše stvari, ampak v takem obsegu, pa tako organizirano, pa je bilo prvič dejansko, moram sicer povedati, da zelo dobro sodelujemo z društvi v lokalnem okolju, pa tudi širše, ampak vseeno z gospod predsednikom smo potem neki načrt naredila in dejansko je šla kopija tega vabila v vsa gospodinstva, vsem učencem domov, da so tudi starši vedeli. Na prejšnji mesec na oddelčnih urah, govorilnih urah je bilo tudi, so bili seznanjeni in potem učenci pri razrednih urah so se malo razredniki pogovorili in posledica je tu zadaj. In jaz verjamem, da se tu kar se bo našlo precej stvari. Moram reči, da tudi, ker sem dnevno spremljal, večina teh igrač je zelo ohranjenih, tudi oblačila skrbno pripravljena, oprana, zložena in verjamem, da bodo prišla v roke, ki jih rabijo in da do nekje upravičila namen. Akcija je uspela, z veseljem ugotavljajo na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, nad količino zbranega pa so navdušeni tudi v krajevnem odboru Rdečega križa Vinski Vrh. Zagotovo bodo zbrane stvari prišle v prave roke in kateremu od otrok na svetu polepšale življenje. V nadaljevanju današnje oddaje bodo na svoj račun prišli ljubitelji športa. Predtem pa sledi še ena vesela ansambla Prlekije. Ostanite z nami. Cajti so takši, ko vse te skrbi, v Prlekijo k nam se odpravi. Ko mesnite zrak že preveč diši in pričan ti dobro ne dane. Na svetinjah v Ormoži boljše je vse, zagledneš prelepe gorice. Radosti puno, nobene skrbi, pri nas boš ostal več dni. Tak kak ali tudi je, Prlek spozna, dere prišaje na svet, ka vino ni voda, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška, vino gene soren lode vsačega. Kak je zemlja prleška, taka kali tudi je. Če vinček imaš rad, ostani pri nas, Prlek ti Boga natoča. Mes pa še kruha in mesa boda, ka ne bi te lakota vzela. Če pa slučajno premalo ti bo, te v svetinsko klet bo odpela, ka
tam vida in kuša boš 1000 dobrot, takših naš doba gigod. Taka kvalitidije Prlek spozna, dere priša je na svet, ka vino ni voda, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška. Vino gene storem lode vsačega, ni ginega lepšega, kak je zemlja prleška, taka kvalitidije. Taka kvalitidije. Kmetijska zadruga Ormož vabi v petek 15. aprila na Marof, kjer bodo od 9. ure naprej potekala strokovna predavanja, sejem sadik, rož in zemlje za posamezne rastline. Med 15. in 16. uro bo turnir v jahanju elektronskega bika, nato pa veselo druženje z ljudskimi godci in pevci. Za lačne bo na voljo pečen vol, poskrbljeno pa bo tudi za to, da ne boste žejni. Med 20. in 2. uro se obeta zabava s koradom in brendjem v šotoru pri Marofu. Ne zamudite, 15. april naj bo dan za druženje s Kmetijsko zadrugo Ormož. Pomlad bo prišla prej, kot si mislite. Nova ponudba motornih, električnih in baterijskih naprav Stihl in Viking. Z veseljem vam bomo svetovali. Dobrodošli v svet športa z ormoškega konca. Začeli bomo z nogometom. V Štajerski ligi so nas prvo spomladansko zmago razveselili nogometaši Karierja Ptuj, ki so se iz stadiona pod Grajskim gričem vrnili s pomembno zmago. Ostali izidi 17. kroga so bili naslednji: Gerečja vas Zavrč 1-2, Šoštanj Boč 5-3, Koroške Gradnje Pesnica 1-0, tekmo je z edinim zadetkom odločil Domen Dražnik, Rogaška Šmarje 0-2, na tekmi v Slovenski Bistrici je Pohorje vodilo dvakrat, Rogatec pa je na koncu iztržil remi po golu Dejana Polajžerja v 85. minuti. Zmagoviti zadetek za gostitelje na tekmi Podvinci Peca je v 10. minuti postavil Vladimir Bratec. In Marles hiše Ormož 0-1. Zmagoviti zadetek za goste iz Ormoža je dosegel 18-letni Uroš Krajnc v 69. minuti. Vodi Zavrč z 49 točkami, pred Šoštanjem, ki je pri 40 točkah. Pesnica je 3., Šmarje 4., Pohorje 5., Marles hiše 6., Boč 7., Rogaška 8., Peca 9., Podvinci 10. in Ormožani 11. s 17 točkami. Tik za našim predstavnikom se nahaja nogometaši iz Slovenj Gradca, Rogateci pred zadnji in Gerečja vas zadnja. V 18. krogu v nedeljo 17. aprila ob 16:30 pri Karierju Ptuj v športnem parku Mestna Graba gostuje 3. uvrščena Pesnica. V medobčinski nogometni zvezi Ptuj prva liga je bil odigran srečni, za nekatere pa nesrečni 13. krog. Skorba Oplotnica 2-2. Za goste je svojim drugim zadetkom v 90. minuti izenačil Drago Tirovič. Rogoznica Gorišnica 0-1. V 83. minuti je domačinom usodo zapečatil Rok Muršič. Viden Bukovci 0-0. Hajdina Dornava 3-1. Pragersko Lovrenc brez borbe 0-3 in Središče Apače 4-1. Z našo kamero smo obiskali tekmo v športnem parku Trate. Nogometaši Središča, vodilno moštvo medobčinske nogometne zveze Ptuj, prva liga, so na domačih tleh gostili neugodno zasedbo iz Apač, ki je v spomladanske dele sezone štartala z domačo zmago 1-0 proti Hajdini. Za razliko od gostov so varovanci trenerja Boštjana Zemljiča v prvem spomladanskem krogu doživeli hladen tuš v obliki poraza 4-1 v Lovrencu. V porazu so Središčani ostali tudi brez prdečelega vratarja Saša Kucena, katerega je tokrat v golu zamenjal 39-letni Robert Horvat, ki je solidno opravil svojo nalogo. Poleg Horvata so začetno enajsterico Središča sestavljali še Krajnčec, Borko, Miha Sakelšek, Zemljič, Dokša, Klenčar, Osterc, Habjanič, Lesjak in Ivanuša.
V drugem polčasu so priložnost za igro dobili še Marčec, Nemec, Žalar in Oto Sakelšek. Okrog 60 gledalcev, ki si je ogledalo tekmo, je zadovoljno zapuščalo športni park Trate, saj so domačini prikazali všečno igro s številnimi priložnostmi, ki so jih kronali tudi s 4 zadetki za hrbtom vratarja Apač Denisa Lendera. Do odmora se je mreža Apač zatresala enkrat. V 14. minuti je bil natančen Ivanuša. Tudi gostje so v prvem polčasu imeli nekaj obetavnih priložnosti, vendar napadalci Apač tokrat niso bili dovolj natančni. V drugem polčasu so gledalci videli še 4 zadetke, 3 v mreži Apač in enega v mreži Središča. Na 2-0 v prid gostiteljev je v 48. minuti s svojim 10. prvenstvenim zadetkom iz prostega strela povišal igralec-trener Zemljič. Svojo dobro predstavo je v nadaljevanju z 2 zadetkoma okronal domači napadalec Habjanič, ki je najprej zadel v 68. in nato še v 74. minuti. V prvem delu sezone je Habjanič igral v dresu Ormožanov. Časten zadetek je za Apač v 71. minuti dosegel Predikaka. To je bila 10. prvenstvena zmaga Središča in 5. poraz Apač. S to zmago so Središčani ostali na vrhu lestvice in svojo prednost pred zasledovalci še povišali na trenutnih 7 točk. Središče Apače 4-1. Središče je pri 31 točkah, Skorba in Gorišnica pri 24 točkah. Po 23 točk sta zbrali ekipi Oplotnice in Bukovc. Hajdina je 6., Lovrenc 7., Apače 8., Videm 9., Dornava 10., Rogoznica 11. in Pragersko 12. V naslednjem 14. krogu v nedeljo 17. aprila Središče ob 16:30 gostuje pri 10. uvrščeni Dornavi. Selimo se k futsalu. S prvenstvom so končali v drugi slovenski futsal ligi, razen Nazar in Benedikta, ki bosta sezono nadaljevala v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v prvo slovensko futsal ligo. Rezultati v 22. krogu so bili naslednji. Nazar je Zavrh 8-4, Weber Benedikt 3-2, Slovenske Gorice Maribor 8-6, Velike Lašče Viktor Bit 4-8 in katastrofalen poraz Petelinov v Ajdovščini skar 14-1. Prosti so bili futsaleri Keblja. Nazarje so osvojile suvereno prvo mesto z 9 točkami naskoka pred Benediktom. Viktor Bit je v zadnjem krogu na lestvici prehitel Kebel. Ajdovci so sezono končali na 5., Slovenske Gorice na 6., Velike Lašče na 7., Weber na 8. in Tomaž z 20 točkami na 9. mesto. Za Petelini sta se uvrstili ekipi Zavrha in Maribora. V taboru Tomaža ne morejo biti zadovoljni s sezono, saj v preteklosti še nikoli niso dosegli slabše uvrstitve. V tej sezoni je ekipa dosegla 5 zmag, 5 remijev in doživela 10 porazov. Na domačih tleh so Petelini od možnih 30 osvojili le 12 točk. Najboljši strelec ekipe z 20 zadetki postal Aleš Rop, ki je poleg vratarja Slavka Vrveniča bil eden izmed boljših posameznikov v vrstah Tomaža v tem prvenstvu. Nadaljujemo s strelstvom, kjer je v Kidričevem 9. in 10. aprila potekalo jubilejno 20. državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. Med posamezniki se z naslovom državne prvakinje v kadetski konkurenci se standardno zračno puško lahko pohvali Petra Vernik, ki je dosegla 380 krogov. Državni prvak med posamezniki serijsko puško je postal tudi mlajši pionir Rok Tomažič, ki je za laskavi naslov nastreljal 183 krogov. Tudi tretji naslov državni prvakov pripada strelskemu društvu Kovinar, in sicer so Ormožani slavili v ekipni konkurenci mladincev v streljanju s pištolo. Za zmagovito ekipo ormoških mladincev so nastopali Kevin Venta, Grega Novak in Gregor Polenko. Na zmagovalne stopničke sta na državnem prvenstvu med posamezniki stopila še Kevin Venta in Melisa Kosi, strelca Kovinarja. Venta je med mladinci s pištolo tekmo končal pri 640 krogih, kar je zadostovalo za bronasto kolajno. Kolajno iste barve je v konkurenci pionirk s serijsko zračno puško osvojila Kosijeva.
Ekipno se s srebrom lahko pohvalijo pištoljaši strelskega društva Jože Kerenčič. Strelci iz Miklavža pri Ormožu so pred državnim prvenstvom merili na zlato medaljo, vendar so tokrat bili uspešnejši za 9 krogov strelci iz ekipe Dušana Poženela. Srebro za miklavške strelce so pristreljali Boštjan Simonič, Aleksander Ciglarič in Simon Simonič. Srebro so ekipno s puško osvojili tudi mladinci Kovinarja, ki so nastopili v zasedbi Jan Šumak, Grega Novak in Gregor Polenko. Solidni uvrstitvi sta uspeli tudi kadetini in pionirji Kovinarja, Melani Habjanič ter Žanu Tomažiču. Habjaničeva je s puško za las ostala brez kolajne in je osvojila nehvaležno 4. mesto. Starejši od bratov Tomažič je se serijsko puško državno prvenstvo zaključil na 6. mestu. Med 10 najboljših posameznikov v državi se je uspelo uvrstiti še pištoljašema Boštjanu Simoniču na 6. in Aleksandru Ciglariču na 9. mesto. Pri pištoli je kadetinja Tina Novak zasedla 6. Med mladinci s pištolo pa Grega Novak 6. in Gregor Polenko 10. mesto. Med mladinci s puško je Jan Šumak zasedel 7. Ciciban Darjo Brejkovič pa 9. mesto. Z doseženimi rezultati strelci iz naše okolice morajo biti več kot zadovoljni. Še posebej pa je treba pohvaliti dosežke mladih strelcev in za prihodnost ormoškega strelstva se v prihodnosti ni za bati. Sledi rokomet. Rokometaši v prvi slovenski rokometni ligi so tokrat bili prosti, razen ekip Cimosa, Gorenja, Ribnice in Celja, katere so se potegovale za pokalno lovoriko. Po zanimivih srečanjih so pokal osvojili rokometaši Cimosa. Pred nami pa so tekme 4. kroga v Ligi za prvaka in v Ligi za obstanek. V petek, 15. aprila ob 19. uri na Hrdek prihaja zasedba novomeške Krke. Vinarji iz Ormoža imajo priložnost doseči svojo 5. zaporedno zmago. Z nastopi nadaljujejo tudi rokometaši v prvi B ligi. Pred veliko nedeljo sta odločilna kroga in odločilni domači tekmi za obstanek v ligi. V soboto, 16. aprila ob 19. uri, v gostje Nedeljčanov prihaja Mokrc Ig. Čez 7 dni pa še B ekipa Celja. Z zmagama bi si Velika nedelja zagotovila obstanek v prvi B ligi. Svoje pretekmovanje v skupini Podravje pa so končali mini rokometaši osnovnih šol. V vseslovenski akciji Rokomet moja igra je v skupini Podravje letos nastopalo 6 ekip iz 5 osnovnih šol. In sicer osnovna šola Kok, osnovna šola Miklavž pri Ormožu, osnovna šola Velika nedelja, osnovna šola Gorišnica in 2 ekipi osnovne šole Ormož, ki je v zadnjih 2 letih s svojimi mini rokometaši letnika 1998 in 1999 osvojila naslov državnih prvakov v mini rokometu. Letos imajo pravico nastopa deklice in dečki rojena leta 2000 in mlajši. Pri dečkih so ekipe na 4 turnirjih v Ormožu, Podgorcih, Miklavžu in Gorišnici odigrale 30 tekem. Največ uspeha pa so pod vodstvom trenerja Iztoka Luskoviča poželi osnovnošolci iz Ormoža, ki so dobili vseh 10 tekem. Za Ormožani so se odlično izkazali mini rokometaši Velike nedelje, ki so po točkah prehiteli osnovno šolo Miklavž, Gorišnico, Kok in drugo ekipo iz Ormoža, katero so sestavljali letniki 2002 in mlajši. Ekipa osnovne šole Ormož se je s prvim mestom priborila vstopnico za finale državnega prvenstva v mini rokometu, ki bo na sporedu meseca maja. Zaenkrat pa še ni znan gostitelj zaključnega turnirja. Zaključni turnir državnega prvenstva pa je pred mlajšimi dečki B Jeruzalema, letniki 1999, ki bodo v soboto 16. aprila gostovali v Novem mestu in se skupaj z ekipami novomeške Krke, Trima iz Trebnjega ter Mokrc Iga potegovali za laskavi naslov državnega prvaka. Ormožani so se na Final Four uvrstili z vsemi 22 zmagami v pretekmovanju in polfinalni skupini, ter imajo možnost nadaljevati tradicijo uspehov Jeruzalemčkov pri mlajših dečkih B, saj sta prav ormoški ekipi letnikov 1997 in 1998 osvojila zadnja naslova državnih prvakov v tej konkurenciji. Najprej ekipo čaka tekma proti Novomeščanom, gostiteljem turnirja, nato tekma proti Mokrc Igu in na koncu še proti zasedbi Trima iz Trebnjega. Na pot v Novo mesto bo že v petek odpotovalo 18 mladih rokometašev s svojimi trenerji. Sledijo borilne veščine. Minulo soboto je v Brežicah potekal 3. zaključni turnir za državno prvenstvo v kickboksu discipline K1, Light Contact in Kick Light, katerega so se udeležili 3 tekmovalci in tekmovalka Kluba borilnih veščin Ormož in sodnica Tončka Kaluža. Turnir je potekal v organizaciji Kickboxing zveze Slovenije in Tajbo kluba Brežice.
Na tekmovanju je sodelovalo 175 tekmovalcev iz 25 slovenskih klubov. Pod vodstvom trenerjev Milana in Danila Korotaja so bili doseženi naslednji odlični rezultati. V kategoriji starejši kadeti do 42 kg sta se v finalu discipline Light Contact pomerila člana kluba borilnih veščin Ormož, Matjaž Pleh in Dejan Kociper, v katerem je bil uspešnejši Pleh, ki je tako dosegel prvo mesto na tekmovanju in skupno prvo mesto v državi ter tako postal državni prvak. Kociper je osvojil drugo mesto na tekmovanju in skupno drugo mesto v državnem prvenstvu. Matjaž Pleh se je pomeril tudi v kategoriji starejši kadeti do 47 kg, kjer je dosegel drugo mesto na tekmovanju in skupno drugo mesto v državnem prvenstvu. Žan Tomašič se je odlično boril v kategoriji starejši kadeti do 52 kg in starejši kadeti do 57 kg. V obeh kategorijah je v disciplini Light Contact dosegel prvo mesto in s tem postal dvakratni državni prvak. Med mladenkami do 55 kg je v disciplini Light Contact uspešno tekmovala Nuša Štefančič in dosegla tretje mesto, kar je v tekmovanju za državno prvenstvo prineslo skupno drugo mesto. Štefančičeva je na slavnostni prireditvi prejela priznanje športnik leta za leto 2010, ki ga podeljuje Kickboxing zveza Slovenije. Članom kluba borilnih veščin Ormož na izjemnih uspehih čestitamo. Zaključili bomo z atletiko, natančneje ormoškim maratonom, ki bo leto že jubilejni 10. Maraton bo potekal v nedeljo 17. aprila s pričetkom ob 10. uri v športnem parku Mestna Graba. Organizirana bosta teka na 21 in 10 km, ter za mlajše od 16 let tek na 1200, 600 in 300 metrov. Otroški teki bodo na sporedu od 10. do 11. ure. Štart teka na 21 in 10 km bo na sporedu ob 11. uri. Glede na predprijave se obeta rekorden obisk 10. ormoškega maratona, kar se za lep jubilej tudi spodobi. Spodobilo se bi, da bi tudi Ormožani v lepem številu obiskali prireditev in če že ne na progi, pa vsaj o progi vzpodbujali vse sodelujoče tekmovalke in tekmovalce. Vabljeni v nedeljo v športni park Mestna Graba na enega izmed najmnožičnejših športnih dogodkov na ormoškem koncu. Samo poslovim naj se še. Hvala za pozornost in pridružite se nam tudi čez teden dni. Pa srečno!